Torej, kako je stopiti pred tako množico in skušati v nekaj minutah, nekaj besedah povedati vse, kar smo skupaj s 104 strokovnjakinjami in strokovnjaki, somišljenicami in somišljeniki počeli v zadnjih tednih? Praktično misija nemogoče, pa ni. Kako se zahvaliti vsem neverjetnim posameznikom, med katerimi so zbrani vrhunski strokovnjaki in vidni predstavniki civilne družbe, gospodarstva, energetike, javne uprave, znanosti, kmetijstva, kulturnikov, ki so v nemogočih razmerah, v dolgih popoldanskih, pogosto nočnih urah, v nemogočih rokih ustvarjali vizijo svobodne Slovenije 2030. Skoraj nemogoče, pa ni. Nešteto sestankov, mailov, Zoom konferenc, izmenjav mnenj po vseh možnih medijih, kanalih komuniciranja so privedli do ambicioznega, vizionarskega, sodobnega, uresničljivega, in to lahko res suvereno zatrdim, programa Stranke svobodne Slovenije, Gibanje Svoboda. V kakšni Sloveniji želimo živeti v letu 2030, vizija 2030. In v kakšni Sloveniji res želimo živeti? Smo zadovoljni z državo, ki jo sedaj imamo, ker je javna in kulturna debata onemogočena, kjer so konflikti umetno ustvarjeni na praktično vseh segmentih družbenih podsistemov, kjer smo priča razkroju pravne države in zaupanja v demokratične institute in inštitucije, kjer politika sprejema odločitve, ki so politično všečne, a hkrati povzročajo dolgotrajno škodo celotni družbi, kjer javno zdravstvo ni dostopno večini ljudi, kjer stanovanja niso dostopna večini ljudi, kjer starost in mladost nimata prihodnosti. V Gibanju Svoboda z obema dokumentoma dokazujemo, da si take Slovenije ne želimo. Ne danes, ne jutri in sploh ne v letu 2030. Zaslužimo si socialno, pravično, solidarno, svobodno in odprto družbo. In zaslužimo si učinkovit javni servis in zdrave javne finance. Servis, ki bo zagotavljal kvalitetne in hitre storitve, ki bodo podprli ambiciozne cilje, ki smo si jih zadali. Cilje pravičnega podnebnega prehoda. V ta namen bomo aktivirali vse finančne vire, ki nam jih nudijo različna evropska sredstva. Nemudoma bomo pristopili k pogajanju novega razvojnega okvira načrta za okrevanje in odpornost in sredstva usmerili v zeleni prehod, digitalizacijo javnih storitev, zasebnega in kmetijskega sektorja in zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja. Vzpostavili bomo centralni servis za podporo podjetjem, lokalnim skupnostim in vsem ostalim deležnikom pri informiranju o razpoložljivih sredstvih in jim pomagali, da pripravijo in se uspešno prijavijo na razpisih. Ker samo tako lahko zagotovimo, da se sredstva uporabljajo za cilje, ki pomenijo varno in pravično prihodnost. Aktivirali bomo ves speči kapital, finančni in človeški. Nemudoma bomo pristopili k ustreznim prilagoditvam prostorske politike, ki bo morala podpirati ambiciozno gradnjo zadostnih stanovanjskih in bivalnih kapacitet. In nemudoma bomo pristopili k sistemskim spremembam proračuna, ki bo moral odražati več razvojne usmerjenosti. Pristopili bomo k spremembi davčnega sistema, ki bo razvojen in hkrati pravičen. Zaslužimo si novo družbeno pogodbo in iz nemogočega lahko in bomo ustvarili mogoče.